Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. Pred kratkim je bil v svetovno znani znanstveni reviji Nature objavljen prispevek o dosežku mednarodne skupine raziskovalcev, ki so ugotavljali vlogo genov pri pojavu in razvoju kronične vnetne črevesne bolezni, ki ima dva glavna podtipa, Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis. Soavtorja tega prispevka in pomembnega znanstvenega odkritja sta tudi dr. Uroš Potočnik in Mitja Mitrović iz Centra za humano-molekularno genetiko in farmakogenomiko Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Zato bomo nocoj v oddaji V žarišču poskusili povedati več o samem odkritju in povezanosti z več boleznimi, katerih zdravljenje je povezano z vlogo genov v človeškem telesu. Dovolite mi, da predstavim naše nocojšnje goste. Prvi na moji desni je dr. Uroš Potočnik, eden od dveh že omenjenih znanstvenikov, zaslužnih za odkritje genov, ki vplivajo na Crohnovo in druge tipe kronične črevesne bolezni. Dober večer, dr. Potočnik, pozdravljeni. Z nami je tudi magistra Darja Urlep-Žužej, doktorica medicine, strokovna vodja Slovenskega društva za kronično vnetno črevesno bolezen. Dober večer tudi vam. Prva na moji levi je primarij Cvetka Pernac, specialistka gastroenterologije iz Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Dober večer. Z nami je tudi zdravnik Dušan Baraga, doktor medicine, ki je tudi sam bolnik s kronično vnetno črevesno boleznijo. Skratka, dober večer še enkrat vsem štirim. Dobrodošli v naši oddaji. Za uvod, dr. Potočnik, dovolite najprej, da vam čestitam seveda ob tem pomembnem znanstvenem odkritju. Hkrati pa bi vas rad vprašal, koliko ljudje sploh vemo, koliko je blizu našemu razumevanju kakovosti življenja, recimo tudi bolezni, zdravja, vloga genov pri razvoju in zdravljenju posameznih boleznih in kaj v tem kontekstu pomeni to vaše konkretno odkritje. No, najlepša hvala najprej za čestitke, da je seveda tudi znanstveni dosežek opažen v javnosti. Torej, geni imajo seveda pomembno vlogo pri zdravju in naj kar takoj razložim, da ločimo genetske bolezni, kjer imajo vpliv na tako imenovane monogenske bolezni, kjer je za posamezne bolezni odgovoren en sam gen. Tu govorimo o boleznih, ki so poznane kot družinske bolezni, ki so strogo dedujejo v družinah. No, genetski testi za te bolezni so praktično že v rutinski praksi. Večje bolnišnice, klinični centri imajo medicinske laboratorije za genetiko, kjer so ti testi sestavni del diagnostike, prognostike in tudi pomoči pri zdravljenju. Na drugi strani pa imamo tako imenovane kompleksne genetske bolezni in med to bolezen spada tudi kronično vnetna črevesna bolezen, ki je v bistvu center študije, ki smo jo mi opravili in tudi tema današnjega tega omizja. Tu pa sodeluje oziroma vzrok za bolezen je več genov, torej napake v večjih genih so pomembne in seveda tudi še dejavniki okolja. In seveda večino raziskav in implementacije teh rezultatov te študije v medicinsko prakso je izziv današnjega časa tako imenovane molekularne medicine. In v bistvu vi ste ugotovili kaj, če govorimo konkretno o tem vašem odkritju? Torej, naša študija se je osredotočila predvsem na odkritje genov za kronično vnetno črevesno bolezen. V študijo je bilo vključeno več kot 75.000 bolnikov in zdravih posameznikov za kontrolno skupino. Šlo je seveda za veliko mednarodno študijo, tako evropske skupine in bolniki so sodelovali kot tudi ameriški iz Avstralije in seveda tudi slovenski bolniki. In tu smo v bistvu ugotovili 163 genov, ki prispevajo k nastanku kronično vnetne črevesne bolezni. S tem menimo, da smo vsaj večino genetske predispozicije za to bolezen uspeli odkriti. Raziskava je pa prinesla še seveda več zanimivih odkritij. Recimo eno je to, da so mnogi izmed teh genov, ki so vzrok za nastanek bolezni, obenem tudi geni, ki, ko normalno funkcionirajo, jih naše celice, naše telo uporablja za odziv na
bakterije, predvsem tudi na patogene bakterije. Tako bi lahko, če malo špekuliramo, evolucija človeškega genoma in genov je bila pogojena z kontaktom z mikroorganizmi, in seveda, če kontakta z mikroorganizmi ne bi bilo teh genov in potem seveda te geni, ker so isti za bolezen, tudi recimo ne bi bilo genetske dovzetnosti za to bolezen, ampak seveda narava je to in evolucija to tako uredila in zdaj se seveda trudimo to razvozlati in pojasniti to bolezen. Podrobnosti in se še vrnemo. Hvala vam seveda za ta uvodna pojasnila. Gospa Urlep Žužej, ali lahko definiramo za naše gledalce, za to, da bodo vedeli v bistvu natančno, o čem se pogovarjamo, kaj je oziroma kaj so kronične vnetne črevesne bolezni, kako resne so in recimo kako se jih zdravi? Ja, kot že ime pove, je kronična vnetna črevesna bolezen, kronična bolezen, se pravi doživljenjska bolezen. In v skupino te kronične vnetne črevesne bolezni sodita dva podtipa, kot ste že prej omenili, Kronova bolezen in ulcerozni kolitis. Pri nekaterih bolnikih pa ne moremo točno definirati, ali sodijo bolj v skupino Kronove bolezni ali ulceroznega kolitisa, in v teh primerih govorimo o intermediarnem kolitisu. Takih bolnikov je nekje 10 do 15%. Kot nam seveda, kot sem že rekla, ime pove, gre za vnetje črevesja. Pri ulceroznem kolitisu gre za vnetje črevesja za debelega črevesa, medtem kot pri Kronovi bolezni lahko vnetje zajame katerikoli del prebavne cevi. Se pravi, je lahko vnetje umeščeno nekje v prebavni cevi od ust pa vse do anusa. Se pravi, usta, požiralnik, želodec, dvanajstnik, tanko črevo, debelo črevo, torej kjerkoli. In zanimivo je, da posamezni bolniki imajo vnetje samo v določenem delu črevesa in to tudi nekako ostaja skozi življenje. Včasih se seveda tudi spreminja, recimo imajo najprej vnetje umeščeno v končnem delu tankega črevesa in potem se vnetje recimo razširi potem še na debelo črevo, na zgornja prebavila. Tako da se v bistvu klinična slika lahko tudi z leti spreminja glede na to. Ampak to je neka osnovna definicija, da pravzaprav vemo, osnovna definicija je pravzaprav to, da gre za kronično vnetje in seveda moramo še tudi povedati, da gre za imunsko pogojeno bolezen sodobnega načina življenja, sodobnega časa. Temu, kaj vse sodi v sodobno življenje, se vrnemo še, ampak hvala za to začetno definicijo. Primarij Pernatova, koliko, ali vemo, morda je vprašanje preveč zahtevno, ampak vseeno probamo za gledalce nekako definirati velikost problema, koliko bolnikov s to boleznijo recimo imamo v Sloveniji oziroma koliko jih recimo na območju, za katerega skrbite vi v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru in kako pravzaprav poteka, kdaj se ljudje pri vas pojavijo, s kakšnimi simptomi se pojavijo, ko pridejo k zdravniku in rečejo, jaz imam te probleme, vi pa rečete, aha, to je to. Torej, natančnega registra za kronične vnetne črevesne bolezni na žalost v Sloveniji ni. Nekako ga pripravljamo, deloma smo krivi mi, ki ga nismo do sedaj pripravili, deloma pa tudi naša skrivnostnost glede naših podatkov. Ampak naša ocena je, torej ocena klinikov je, da je bolnikov z kronično vnetno črevesno boleznijo v Sloveniji cirka med 4 do 5 tisoč. To je nekje groba ocena in verjetno je tu številka kar drži. Zanimivo je, da je bolezen, imamo mi podobno pojavnost kot mediteranske dežele, namreč bolezen je v razvitem svetu v hujši obliki in tudi nekoliko več je kot pa v manj razvitem svetu. In verjetno to govori veliko na način prehrane. Torej, kot so že moja dva predhodnika rekla, to je bolezen, pri kateri ne poznamo natančnega povzročitelja. Profesor Potočnik je lepo povedal, genetika veliko obeta, ampak mi danes govorimo o kronični bolezni, ker če strnem v en stavek, morda nek neznan dejavnik iz okolja, tega še vedno ne poznamo, pri genetsko predisponiranem človeku, rečemo, da destabilizira njegov imunski odgovor in pride na nadomo do enega močnega, premočnega odgovora na to mikrofloro. To nekaj vemo, ampak ne poznamo sprožilnega dejavnika. In ker ne poznamo sprožilnega dejavnika, mi poskušamo zdaj zdraviti že tisto, do česar je prišlo, škoda je že narejena. Zdaj, v katerem času smo mi začeli? Naš interes je, da čim prej, ko so se začele težave.
Zelo enostavno lahko rečemo, če ima dva bolnika, imata lahko enako bolezen, ampak popolnoma različne težave. To je bolezen z 1000 obrazi, pa še to je verjetno premila definicija te bolezni, nasploh na kronično vnetno črevesno bolezen. In mi zdaj že zelo ločimo Crohnovo bolezen od ulceroznega kolitisa. Ko smo se mi začeli učiti o tej bolezni, smo rekli, to je pravzaprav podobna bolezen z malo različnim imenom. Takrat so rekli, to je bolnik z driskami, z hujšanjem in takrat pride do zdravnika. Mirne duše lahko rečem, da smo se kliniki, drugo je znanstveniki, profesor Potočnik je znanstvenik, mi smo kliniki, da smo se kliniki pravzaprav največ naučili o teh bolnikih z odkritjem bioloških zdravil. Z odkritjem bioloških zdravil smo začeli gledati na te malenkosti, ki smo morda marsikdaj prej samo zamahnili z roko. Torej, zavedamo se, da je zdravljenje čim prej, pri začetku težav se začne, bolj smo uspešni. Ampak če enostavno ponazorim, kako zdaj mi to bolezen zdravimo. Znanstveniki so nas privedli do tega, da mi poznamo zdaj, recimo, da poznamo veliko večino ali pa glavno vnetno pot, po kateri teče ta burno vnetno dogajanje v človeškem organizmu in kar je za posledico tudi potem težave, ki jih človek ima. In danes izhajamo iz tega, da je glavni mediator vnetja, zopet pri nekem genetsko predisponiranem bolniku, torej glavni krivec vnetja, če tako rečem, je nek dejavnik tumorske nekroze. To je pojem, ki smo se ga mi naučili. In če enostavno ponazorim, kot da bi mi imeli v tem prostoru eno domino, ki je ne poznamo. Ta prva domina je neznanka. In potem se pojavijo po celem tem prostoru številne domine, ampak ko prva pade, začnejo padati vse. In naša želja je, da bi mi te domine zablokirali. In danes operiramo z tem dejavnikom tumorske nekroze. Ta je verjetno, naj bi bil glavni krivec, morda bo prihodnost pokazala drugače. In zato, ker smo začeli inhibirati, torej blokiramo ta dejavnik, smo postali bolj uspešni pri zdravljenju. Smo se pa seveda naučili, da zaenkrat idealnega zdravljenja še vedno ni. Še vedno se učimo, ampak to je pravzaprav iz tega opazovanja, s tem uspešnejšim zdravljenjem, smo pa začeli tudi bolnike veliko bolj opazovati. In na začetku smo rekli, Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis. Danes smo zelo že kliniki, ne samo znanstveniki, tudi kliniki smo razdelili pod skupine bolnikov. In tu nam je važno, recimo pri Crohnovi bolezni, nam je važno predvsem starost, kateri se pojavi. Tu dr. Žuževa veliko več kot jaz, ker ona je pediatrično usmerjena gastroenterologinja. Druga stvar, kar je izjemno pomembno, je lokalizacija bolezni. Lokalizacija zelo napoveduje potek. In pa seveda tretja, pri Crohnovi bolezni je samo obnašanje bolezni kot takšne. In tudi tu so podskupine. Torej, zelo veliko se razčlenja o teh in je še veliko za povedati. Tako. Ampak preden se posvetimo tem podrobnostim, ker vse to so zagotovo zanimive teme tudi za nadaljevanje tega pogovora. Gospod Baraga, vi ste zdravnik in hkrati bolnik, ki skratka živi s kronično vnetno črevesno boleznijo. Kako je živeti z njo? Ja, kot je že primarij Pernotova rekla, je to lahko zelo različno. Namreč bolezen lahko različno poteka. Lahko je zelo blaga, lahko je zelo huda. Lahko ima obdobja, ko je mirna in obdobja, ko je zelo huda. Tako da v tistih zagonih, ko je bolezen huda, je življenje precej težko in slabo in se je kar težko spopadati s vsemi težavami, ki jih bolezen prenese. Medtem, ko je v mirnem obdobju lahko tudi zelo v bistvu brez kakšnih posebnih težav. Tudi odvisno je, določeni bolniki imajo vedno blago obliko, določeni bolniki imajo vedno težko obliko, pri določenih so hudi zagoni, pa tudi umiritve, tako da so zelo različni poteki. Če jaz mogoče zase povem, jaz sem zbolel kot študent tam v 3. letniku in takrat bolezen ni bila zelo znana, tudi jaz kot študent nisem dosti vedel o njej. V bistvu že pred tem, ko je bila diagnoza postavljena, sem imel precejkrat bolečine po trebuhu. Bolečine so bile malo povezane s hrano, malo pa tudi ne. No, ampak enkrat je bil tak hud zagon in sem bil v bistvu hospitaliziran, kot da imam slepič. No, ampak potem so ugotovili, da slepič ni in so me odpustili. In seveda potem k sreči je diagnostika hitro stekla in diagnoza je bila hitro postavljena. Tudi zdravljenje, takrat so bili v glavnem kortikosteroidi, je bilo uspešno in jaz potem praktično 15 let skoraj nisem imel težav. Občasne, tako da te spomni, da imaš neko bolezen. No, potem je pa spet prišlo do enega hudega zagona, ki pa se ga ni dalo umiriti v bistvu z nobenimi zdravili in tudi z operacijo. Tako da, dokler nisem prišel na biološka zdravila, je bila bolezen aktivna in takrat življenje ni bilo, težko reči življenje, no, se je treba kar fajn boriti.
No, potem pa, ko so biološka zdravila prijela, in to moram reči, da je bilo praktično čez noč, je pa sedaj bolezen praktično tudi mirna. Saj so tiste težave, ki spremljajo, ki so bili posledica mogoče tudi vseh tistih stvari, ki so nastale, in tudi tistih stvari, ki spremljajo to bolezen, recimo bolečine po sklepih, utrujenost, mogoče malo manjša zmogljivost in ki so tudi posledica zdravljenja, recimo zdravljenje s kortikosteroidi, zdravljenje s drugimi zdravili, ki pustijo posledice. Ampak moram reči, da če bi tako ostalo, bo kar v redu. Ampak recimo, dr. Potočnik, prej ste rekli, in nekako izhaja tudi iz člankov, pa tudi iz prispevkov v slovenskih medijih, ki so bili objavljeni po tej objavi vašega prispevka v reviji Nature, da pravzaprav imamo gene, ki so hkrati odgovorni za to, da ne vem, če se nas prime prehlad, če malo karikiram, ubranijo naše telo pred tovrstnim vnetjem in tovrstno boleznijo, istočasno pa v določeni kombinaciji lahko pa seveda povzročijo recimo eno tako bistveno hujšo, bistveno manj prijetno zdravstveno težavo. Kako recimo bolniku razložiti, kako bi vi kot znanstvenik na nek način razložili, oziroma kaj vas kot znanstvenika na nek način žene k nadaljnjemu raziskovanju, kaj bi radi ugotovili, da to paradoksalnost te ugotovitve na nek način presežemo? V dobrobit seveda zdravja bolnikov in ljudi. Torej, jaz si zelo živo lahko predstavljam seveda, da bolnika, ki se sooči s to težavo, da ga zanima, zakaj sem jaz, kaj sem narobe delal, da je to ravno mene doletel in seveda do zdaj je bolj ali manj za to bolezen veljal bolezen neznanega izvora. S tem, če človek razume, seveda tudi lažje prenaša. In seveda mi zdaj s to študijo in s molekularno-genskimi študijami dejansko poskušamo prodreti čim globje v molekularne vzroke te bolezni. No in seveda zdaj je seveda en pomemben korak naprej narejen, ker imamo praktičen spisek genov, ki pri tem sodelujejo. Večina od teh genov ima bolj ali manj poznane funkcije, v katerih bioloških procesih sodeluje. Večinoma teh genov sodeluje, kot sem že omenil, v prepoznavanju in odzivu na patogene mikrobe, potem so tu geni, ki sodelujejo v imunskem odzivu, potem so tu geni, ki recimo sodelujejo pri čiščenju celic, ko so te poškodovane in sedaj je bistvena zadeva je to, če ti geni normalno funkcionirajo, je vse v redu. Vprašanje pa je, zakaj ne funkcionirajo pravilno pri določenih ljudeh. In to je povezano z zapisom tega gena v našem genomu. Namreč pri kompleksnih, pri monogenskih boleznih je zelo jasno, kakšen je pravilni zapis določen gen, da ta funkcionira. In seveda, če se pojavi v tem zapisu mutacija, potem je ta gen totalno nefunkcionalen in tu je vzrok vseh težav. Pri kronično vnetni črevesni bolezni, ki je tipičen primer tako imenovanih kompleksnih bolezni, pa seveda sodeluje več genov in vsak izmed teh gen, govorimo o tako imenovani genetski polimorfizmi, povzroča, da določen gen malo bolje ali malo slabše funkcionira. Torej ne gre običajno za popolno uničenje funkcije gena, ampak gre za zgolj mogoče oslabitev. In seveda, ko se vsi ti posamezni, bistveno pri teh kompleksnih boleznih je, da za končni rezultat so pomembni seštevki posameznih prispevkov teh genov. In seveda vsak od nas ima določeno število slabih, če tako rečem, variant genov in dobrih variant genov. Torej v teh 163 genov vemo, da ima skupno vsak človek 25.000 genov približno v svojem genomu. Izmed teh 25.000 smo jih mi sedaj izluščili 163, ki imajo neposreden vpliv s kronično vnetno črevesno bolezen. In za vsakega izmed nas zdaj lahko določimo, kakšen status ima v teh 163 genih. Ali so vsi... Vi bi nam skoraj nekaj o lotu, bom rekel, kot da bi se loterijo igrali ali pa izpolnjevali loto. Tako nekako zveni potem, kakšna je možnost, da nekdo
kdo zboli ali pa ne. Torej, dejansko ste popolnoma pravilno ugotovili, ne, medtem ko spet se vračam na shodniške, pri monogenskih boleznih smo mi zelo natančni napovedovalci. Če je prisotna mutacija, potem bolezen bo tukaj, seveda, če jo nimamo kliničnih hudih intervencij, da to umilimo, preprečimo. Tu pa se dejansko mi nahajamo na polju tveganja, ne. In seveda, če ima nekdo, bomo rekel, od 163 genov, 150 slabih variant genov, ne pomeni nujno, da bo zbolel. Z, bom rekel, maksimalno zdravim načinom življenja in z zmanjševanje na minimum dejavnikov okolja bo lahko pravzaprav brez večjih simptomov bolezni. Na drugi strani pa nekdo, ki ima samo 50 od teh genov, ne, če so seveda dejavniki okolja negativni, bo še mogoče prej prišel do teh simptomov. No, ampak ravno zaradi tega me zanima to vprašanje, gospa Urlep, življenjske navade. S čim sebe spravimo v težave? Jaz bi se tu navezala najprej na profesor Potočnika. Poglejte, nastanka bolezni in pravzaprav te pojavnosti, ki se veča, število bolnikov v razvitih državah s to boleznjo strmo narašča. In ne samo v razvitih državah, tudi v razvijajočih se državah v zadnjih 10 letih. In zaradi tega si mi te povečane pojavnosti bolezni ne moremo v bistvu razlagati samo z genetskim ozadjem. In ravno to nam govori, da imajo dejavniki okolja tudi velik pomen. In ravno v zadnjih letih se vloga dejavnikov okolja zelo, zelo raziskuje. S tem, da mislim, da bodo v naslednjih letih pomembni izsledki teh raziskav, ker sedaj smo še na začetku. Vpliv prehrane, vpliv stresa, potem vpliv te higiene v zgodnjem otroštvu. In zato je treba zdaj slediti, kaj nam bodo raziskave v bodočnosti pokazale. Ker tu smo pa še na začetku. Raziskovanje dejavnikov okolja moram reči, da je res pravzaprav na začetku. Kaj pa vzorci obnašanja ali pa recimo tudi navad? Ne vem, vi ste prej govorili o mediteranskem, recimo, da sodimo bolj v to mediteransko skupino, ker vemo, da je prehrana nekoliko drugačna in pravijo v mediteranskih deželah, ne vem, nimajo težav s tem, ker, ne vem, uporabljajo olivno olje, pa uporabljajo to. Skratka, imamo nekaj takih, bom rekel, zatečenih resnic o tem, kaj pomeni zdravo živeti in se recimo zdravo prehranjevati, ampak mi smo na Štajerskem tle, bom rekel, svinjina, tam so včasih težke jesi, pa je zaseka, pa je meso iz tynke, pa skratka so stvari, ki nekako sodijo v tej splošni predstavi nekako v manj zdrave življenjske sloge. Ali sploh smemo tako posploševati? Jaz bi rekla takole, torej Štajerska je vedno imela takšno prehrano, ampak vendarle incidenca bolezni narašča. Torej se je nekaj spremenilo v kvaliteti te prehrane. In verjetno so tukaj dejavniki okolja, ampak zaenkrat jih ne znamo izluščiti. Edin zanesljivo dokazan dejavnik okolja, ki izjemno negativno vpliva na samo bolezen in na potek zdravljenja, je kajenje. O kajenju se bo verjetno ta družba morala ne pogovarjati samo na ta način, da je škodljivo, ampak pravzaprav tudi pristopiti k odgovornosti. Namreč vprašanje, kako dolgo bodo lahko bolniki, ki kadijo, tudi kandidati za to drago zdravljenje z biološkim zdravili. Ampak to je stvar drugega skupa. Torej, kajenje kot dejavnik okolja je zanesljivo negativno. Dejavnik, ki napoveduje izjemno negativno bolezen. Ampak ker teh dejavnikov okolja zdaj ne znamo in jih še ne poznamo, jih ne moramo ven potegniti vsakega posebej, tu resnično študije poteka in tu se računamo, da se bomo veliko naučili. So danes oči predvsem usmerjene v te neugodne napovedniki poteka same bolezni. In pri koronu smo zdaj izluščili, kako se pravzaprav to izlušči. Primerja se veliko število študij. Profesor Potočnik je prej rekel o enormno število za genetske študije. Recimo klinična študija za bolnike za kronično vnetno črevesno boleznijo mora zajemati vsaj 500 do 600 opazovanih bolnikov. Torej, to so res velike bolniki in na osnovi opazovanj se potem izluščijo ti neugodni napovedniki. In torej med neugodnimi napovedniki zdaj zaenkrat so ljudje, ki zbolijo mladi. In tu so moški
bolj izpostavljeni, torej je vezano nekako na spol, to so mladi kadilci še posebno, torej če se bolezen pokaže od vsega začetka z izjemno agresivnim potekom in pa, kot je rekla dr. Žuževa prej, Kronova bolezen lahko zajame katerikoli del prebavne cevi. Ampak, če je bolezen zajela zgornji del prebavne cevi, je to izjemno neugoden napovednik poteka bolezni in iz teh neugodnih napovednikov mi potem poskušamo nekako določiti način zdravljenja. Torej, bolezen, tudi dr. Baraga je rekel, bolezen, ko smo mi začeli, sem jaz rekla bolniku, ki smo takrat diagnosticirali, sem rekla, a veste, imate bolezen, za katero ne vemo, kako bo potekala, lahko boste 10-krat pri nas zaradi poslabšanja v enem letu ali pa enkrat v 10 letih. Danes več tega ne bi upala reči. Danes bolnik z neugodnim napovednikom same poteka bolezni bo sigurno 10-krat v enem letu zaradi poslabšanja bolezni, če ga ne bomo začeli zgodaj zdraviti oziroma če ne bo na to zdravljenje odreagiral. Kako si pa ljudje na nek način pomagajo? Recimo, vi, dr. Baraga, veste, recimo, kaj ne smete v življenju zaradi tega, da se čim bolj izognete slabim posledicam? Je tako, veste, da bi bilo to neka znana in predpisana stvar, katere se moraš izogibati, pa katero moraš, ne vem, uživati, če hrano gledamo, ni, ne. Cigareti sigurno so tisti dejavnik pri Crohnovi bolezni, ki neugodno vplivajo na potek. Pa stres tudi zagotovo. Praktično vsak vam bo rekel, da je v nekem stresnem obdobju prišlo do poslabšanja ali pa celo do zagona bolezni. Ampak tako, da bi pa rekel, to pa to ne smeš, pa boš dober, tega pa ni. Enostavno ni, ker smo si ljudje tako različni, da tudi če bi bilo neko pravilo, bi veljalo samo za en del bolnikov, ne pa za vse. To iz okolja je še nekaj. Tisto staro dobro zdravnikovo priporočilo je tisto, kar ti paše. Do neke mire, ja, čeprav... Sem že videl, da reagirajo, ampak dobro, skratka, v pravo smer sem provociral, prosim, ja. Nekako se ve, kaj je zdrava hrana na splošno za organizem, ker važno je tudi, da je organizem v dobri kondiciji in se bo lažje spoprijemal z boleznijo. In to ne velja samo za konkretno bolezen, ampak na splošno za organizem, kakšen je. Prej sem hotel omeniti še nekaj, ne. Okolje so tudi bakterije, ki jih imamo v črevesu in te so tudi pomembne, kako se bo bolezen odrazila, kako bo potekala. In to je spet eden od zelo zapletenih, bi lahko rekli, kar organizmov, ki funkcionira tudi v našem črevesju in vpliva na to, kako bo bolezen potekala, kako se bo začela, kako se bo odrazila. In tudi tukaj še marsikaj ne vemo in tudi tukaj bo treba še polno raziskav in znanja in mogoče takih potem iz tega potegniti neke konkretna navodila, konkretno znanje za posameznega bolnika. Ti imaš pa take bakterije, recimo, ali pa tak značaj bolezni in se moraš tako in tako ravnati. Ampak jaz mislim, da smo kar še malo, da nam še kar precej manjka do tega, ker je to zelo velika uganka, zelo velika sestavljenka iz 163 genov v organizmu, pa še ne vem koliko genov v mikrobih, ki so v nas, pa še iz okolja, ne, pride res ogromno možnih kombinacij in potekov bolezni. Tako da, ampak neka splošna navodila seveda bojo pa prišla, ne, in ampak na splošno so raziskave pokazale, kaj je slabo recimo v prehrani, nasičene maščobe, veliko rdečega mesa, potem veliko rafiniranih sladkorjev, premalo vlaknin. Skratka, nekaj nam že te raziskave nakazujejo, kaj je dobro in kaj ne v prehrani sami. Se strinjate? Absolutno. Samo je pa res, da od teh dejavnikov iz okolja, ki so neposredno povezani poslabšanje, je pa resnično kajenje na prvem mestu. In kar se tiče prehrane, pa jaz sem gastroenterolog za odraslo populacijo, ne kot dr. Žuževa. Torej, ena uravnotežena prehrana, predvsem prehrana, ki je zrasla na tistem okolju, v katerem smo rojeni, ker tu je ta genetska kompatibilnost, čeprav ne bi upala, dr. Potočnik me gleda, ampak tu je nekaj na tem, to smo se naučili tudi iz nekega kliničnega opazovanja bolnikov, torej resnično in pa predvsem skrb za zelo dobro kondicijo. In seveda stres, jaz ne bi rekla, da je povzročitelj bolezni, da se ne bi, ampak velikokrat demarkira bolezen. Jo mogoče malo prej pokaže, ali pa to zopet stvar tega žongliranja. Tisti, ki jo razkriva na nek način, jo razgali, če smemo tako reči. Zaenkrat velja, da stres modulira. Ker ste pediatrinja in poznate tudi to
A kaj vpliva? Ja, oziroma, kako se recimo sploh odzivajo, kako enega mladega pacienta tudi pripravi do tega, da bo recimo zelo discipliniran bolnik potem takrat, ko se bolezen pri njemu ugotovi? Moram reči, da na splošno velja, da bolezen poteka pri otrocih in mladostnikih v težji obliki. Če je bolezen prej diagnosticirana, vemo, da je to že težji potek. In moram reči, da so otroci in mladostniki precej disciplinirani, zato ker imajo te hude bolezenske znake, hujšanje, driske, utrujenost, niso uspešni v šoli, imajo slabo samopodobo in moram reči, da se potem zelo disciplinirajo, da pravzaprav nimamo teh težav. Nekaj je posameznikov, ki se ne držijo teh pravil, ampak več ali manj pa se. Upoštevajo navodila zdrave prehrane, pomembnosti rednega prejemanja zdravil in tako naprej. Zdravila ste omenili. Doktor Potočnik, vaša raziskava, koliko bližje smo z njo, recimo, ne vem, novim učinkovitim zdravilom za to bolezen? Mogoče pridemo na da je moje vprašanje ambiciozno, ampak... Ja, seveda je ambiciozno, ker seveda od bazičnega odkritja znanosti do uporabe to v praksi je sigurno potrebno še nekaj potrpljenja bolnikov. Ampak mogoče preden se navežem, namreč kar pa je hitreje možno, so pa različna genetska testiranja, ki lahko pomagajo tako pri diagnostiki, kot potem pri prognosticiranju, torej nekaj smo že navedli, kako bolezen lahko rahlo poteka, lahko poteka z hudimi, lahko pride do zapleti, kot so fistule, zožitve, skratka celo operativno je potrebno odstraniti in skratka lahko do hudih težav pride in seveda tu je pa v bližnji prihodnosti že mogoče tudi z genetskimi testimi kot nekimi bioznačevalci spremljati in nekako biti pripravljen in voditi bolezen po kar se da dobri poti. Posebej bi pa še poudaril tako imenovano področje farmakogenetike oziroma farmakogenomike. Kaj to je? Tu poskušamo z genetskimi testi napovedati odziv posameznega bolnika na zdravljenje. Namreč bolnik za isto diagnozo dobi isto zdravilo, vendar odgovorijo lahko, se odzove zelo različno. Nekomu bo to uspešno pomagalo in bo šel po lahki, skratka mirni poti bolezni brez simptomov, pri nekomu bo praktično to brez učinkov, nekdo pa bo celo razvil stranske učinke. In tu z odkritjem teh genov seveda lahko bomo sedaj poskušali izračunati profile genetske, ki bi recimo uspeli napovedati potek in svetovati, katera zdravila že obstoječa je najbolj smiselno pri bolniku uporabiti. Tu seveda so v zadnji stopni zdravljenja tako zvana biološka zdravila, kot je že so kolegi tu omenili proti TNF-alfa citokinu, to je neka molekularna tarča, ki je na križišču teh poti. No in seveda v naslednji fazi pa potem, kot še en rezultat teh izsledkov, pa je seveda vse ti novi odkriti geni, nove biološke poti so potencialna tarča za nova tarčna biološka zdravila, kjer seveda je verjetno prihodnost tudi uspešnejše terapije, če seveda ne bomo uspeli predhodno bolezni preprečiti, preventivno dovolj ukrepati. In če zdaj spet malo preskočim nazaj na same vzroke, oziroma na to navežem, torej rekli smo, genetska komponenta je samo en del vzrokov bolezni, študije dvojčkov so recimo pokazali tu pri Crohnovi bolezni nekje okrog 60 do 70% pomeni genetska komponenta in pri ulceroznem kolitisu je to nekoliko manjše, tam okrog 30-40%. No in če me sedaj vprašate, kaj glede dejavnikov okolja in seveda pomembna je tudi interakcija med geni in okolja, bi jaz vsekakor z vsem dolžnim spoštovanjem do prehrambenih navad in tako naprej dal naslednjo smer raziskav v proučevanju črevesne mikroflore,
flore. Namreč tu se mi zdi, da bodo glavna praktična odkritja lahko prišla in ravno tudi naša študija poroča recimo o genih, ki so predvsem sodelujejo pri odzivu na določene mikobakterije. In seveda tu zdaj bodo kolegi mikrobiologi z določenem črevesjem mikroflore, torej morali interdisciplinarno z nami genetiki sodelovati, da bomo seveda dali te boljše odgovore, kako mogoče preprečiti. Prehrana pa tudi vpliva na črevesno mikrobioto. Sedaj so ugotovili, da recimo ljudje, ki jedo pretežno meso, imajo drugačno črevesno mikrobioto, ki tisti, ki jedo pretežno zelenjavo. Skratka, vse to je vpliv dejansko vse nekako preko črevesne mikrobiote. To je zdaj dejansko ta črevesna mikrobiota je osrednji del, bi rekli, te zgodbe. Če vas poslušam, ugotovim, da oglasi, bom rekel, za razne mikrobiotične izdelke niso najbolj uspešni v populaciji. Da zdaj ne bi rad blagovnih znamk omenjal, da me ne bi kdo obdožil, da mu delam poslovno škodo, ampak vemo, na kaj mislimo. Zelo popularni so in zlasti recimo ženske in otroke nagovarjajo tovrstni oglasi zelo uspešno. Ampak mene zanima v bistvu, kakšna je uspešnost tovrstnih preparatov, koliko res prispevajo bolj zdravemu življenju. No, tu moramo reči, da pri kronični vnetni črevesni bolezni sta do sedaj dva preparata, ki sta zanesljivo uspešna v zdravljenju. En preparat je VSL, Lojtrica 3, ki je že umeščen v smernice pri zdravljenju pavčitisa. To je vnetje rezervoarja po operaciji, po pavč operaciji. Drug takšen probiotik pa je Escherichia coli nisl, ki ima tudi pomembno vlogo v samem tudi zdravljenju ulceroznega kolitisa in se nekako raziskave kažejo, da ima celo primerljivo vrednost kot recimo mesalazin, kot eno zdravilo za zdravljenje ulceroznega kolitisa, tako da sta ta dva zdaj že v smernicah. Za ostale pa se še v glavnem preučuje. In so navzoči ti probiotiki, recimo v komercialnih izdelkih? Seveda so, samo jaz mislim, da je še premalo znanga o tem. Mogoče res ta dva probiotika, ki sta bila omenjena, ampak res v specifični situaciji. Mogoče bi omenil samo še tole. Skozi se pogovarjamo, da je pomembno znanje. Vsi smo omenili znanje in to je tisto, kar tudi prej ste rekli, da je dr. Urlepova strokovni vodja društva in v društvu tudi skrbimo za to, da bi se to znanje čim bolj razširilo. Kajti bolnik, ki zboli za tako težko boleznijo in nima znanja, nima vedenja o tem, kako bi se obnašal, kaj sploh početi, kako se ravnati pri jemanju zdravil, kako se spoprijeti s stranskimi učinki zdravil, ki so lahko zelo huda, bo hmalo opustil zdravljenje. In če opusti zdravljenje, je izhod lahko precej slab. Se pravi, da je znanje ne samo to bazično, ko seveda se bo gradilo potem in enkrat pripeljalo do zdravila, ampak tudi znanje, kako se obnašati, kako ravnati v določene situacije, zelo pomembno. In zato v društvu precej skrbimo in organiziramo različne delavnice in šole, ki so, moram reči, kar zelo dobro obiskane in tam predavajo res najvišji strokovnjaki z tega področja in bolniki lahko imajo čas, da vprašajo, kar jih tam teži in skrbi, tako da praktično malo reklame delam, da se vsi udeležijo teh izobraževanj. In še druga stvar, v društvu podpiramo tudi, ker smo člani tudi Evropske zveze, podpiramo tudi raziskave, ki jih v bistvu financirajo bolniki. Ustanovljena je fundacija Evropska, kjer zbirajo sredstva, ki so neodvisna od farmacevtskih virov financiranja in financirajo raziskave, ki so bazične. V bistvu to, kot so te genetske raziskave, tudi raziskave na področju mikrobiote, raziskave na področju prehrane in patofizioloških poti, ki pač pripeljejo do nekega vnetja in izhoda. Tako da bolniki v bistvu hočemo sodelovati, v bistvu se hočemo učiti in tudi sodelovati pri tem, da podpremo
ustrezne raziskave, ker te raziskave v bistvu ocenijo bolniki z svojim znanjem, ampak s pomočjo strokovnjakov in so potem podprta tudi z temi sredstvi iz teh fundacij. Kako na to motiviranost, oprostite, da vas prekinjam, izjemno pomembno temo ste načeli, ampak koliko na to motiviranost, ki je očitno po vsem, kar smo povedali, izjemno pomembna, vpliva sedanja socialna anamneza v družbi? Torej ta zelo glasna beseda s 5 črkami kriza. No, seveda vpliva, ker bolnik, ki ima različne težave, si skuša zagotoviti različno pomoč, ki je dostikrat tudi finančno vrednotena, se pravi, je treba plačati ali v lekarni, ali pri zdravniku, ali pa pri alternativnem zdravilcu, katerih se tudi večina posluži. Tako da vsaka bolezen kronična, ki težko poteka, zagotovo vpliva tudi na socialni položaj bolnika in o tem je narejenih tudi polno raziskav, koliko kronična bolezen, pa tudi kronična vnetna črevesna bolezen vpliva na to, kakšen je socialni status in kakšna je pravzaprav kvaliteta življenja bolnika. Ste že omenili? Jaz sem se zdaj spomnila, da kriza vpliva tudi na zdravljenje. Recimo imamo enega bolnika, ki nimajo denarja starši, da bi ga privedli na zdravljenje. To so zdaj že novi problemi v krizi. Zato sem spraševal zaradi tega, ker tu je pomemben odziv, pomembna je disciplina in seveda človek mora, recimo, če hoče spremeniti način prehrane, imeti tudi denar za to bolj kakovostno, seveda praviloma dražjo hrano in tako naprej. Vemo, da recimo pri sladkornih bolnikih, pri tovrstnih tudi avtoimunskih boleznih, v bistvu je to postala na nek način tudi industrija. Pridite na police v trgovinah in tako vidite, kaj se s tem dogaja. Ampak moram nekaj doktorja Potočnika za konec vprašati. Gradi se nova medicinska fakulteta v Mariboru. Imeli naj bi znanstveniki boljše pogoje za to, da tudi tovrstne raziskave še naprej naredite. Pred oddajo ste mi povedali, da je v bistvu ta objava v reviji Nature tretja v vsej zgodovini Mariborske univerze na tej ravni objave enega znanstvenega prispevka v vrhunski znanstveni mednarodni reviji. Kakšne obete imamo, da bomo v našem domačem okolju imeli pogoje, da seveda znanost pomaga zdravnikom, praktikom, klinikom, kot je rekla primarij Pernatova prej, da napredujejo? Torej, jaz sem zelo navdušen nad tehnologijo, ki sedaj prihaja, recimo možnost sekvenciranja celotnega človeškega genoma v nekaj dneh, za manj kot $1000, kar so bila znanstvena fantastika še nekaj let nazaj. No, v tem konkretnem projektu smo v bistvu mi lahko v okviru naših možnosti na laboratoriju medicinski fakulteti in fakulteti za kemijo, za kar se moram tu zahvaliti tudi obema dekanoma, profesor Knezu in profesor Krancu, za vso podporo, lahko prišli do te stopnje, da smo pripravili naše vzorce, naredili pilotne študije, da so nas ti vrhunske inštitucije, kot so Cambridge, Oxford, Harvard, MIT, ki so z nami sodelovali, nas sprejeli v to elitno druščino. No in zdaj seveda je drugo leto bodo grajena ta medicinska fakulteta in tu se je treba, rekel, dati priznanje tudi dekanu, profesor Krancu, ki je uspel z skrbnim izborom in skrbnim kontrolo nad stroški zagotoviti tudi, da se lahko poleg denarja, ki gre v zidovje te fakultete, tudi za to najsodobnejšo opremo, za katero smo morali zdaj recimo iti v tujino, narediti in torej si tudi prislužiti dovoljenje, da tam zdaj narediti tu pri nas in seveda tu so zdaj to bo bistveno pospešilo te raziskave in jaz upam, da bo seveda privabilo tudi čim več mladih študentov tu iz Mariborske univerze, ne samo z medicinske fakultete, z fakultete za kemijo, ampak tudi iz drugih fakultet, ker gre tu seveda takšen kompleksen primer, je treba interdisciplinarno obravnavati in da bomo seveda v tej novi infrastrukturi lahko prišli do velikega napredka v teh naših ugotovitvah. Jaz seveda iskreno upam, da bo temu tako in da bomo res v domačem okolju lahko priča najvišjim dosežkom tudi na tem področju. Jaz se seveda za nocoj zahvaljujem za sodelovanje v naši oddaji, za vsa pojasnila, odgovore in tudi vsa povabila bolnikom, da naj se izobražujejo, da naj aktivno sodelujejo pri zdravljenju. Želeli bi si seveda vsi, da bi človeškemu znanju in nekako pameti ne bilo nič skrito, da bi bile vse bolezni ozdravljene in da hvala seveda vsem vam, ki si za to prizadevate in skrbite
skrbite za bolnike in vam seveda želimo vsem veliko uspeha pri nadaljnjem delu. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Upamo, da ste izvedeli kaj novega in se tudi česa naučili. Lep večer še naprej in nasvidenje.